Poletni dobrovečer iz studia televizije Vaš kanal. Tokratno vdajo Županova ura bo kreiral župan, ki sodi v generacijo slovenskih županov, za katere lahko rečemo z najdaljšim stažem. Franč Kufca, župan občine Žužemberk, dobrodošli pri nas. Lep pozdrav tudi vam v studio in seveda vsem gledalkam in pa gledalcem vašega kanala. Peti mandat vodite Žužembersko občino. Vrneva se malce v zgodovino. Začetek je bil leta 1998, ko je bila občina tudi ustanovljena. Kakšna je bila prehojena pot do danes? Do res leta 1998, takrat sem bil že približno 7 let predsednik krajevne skupnosti Žužemberk in to pomeni, določene izkušnje so bile, določena seveda tudi informacije glede občin in poslovanja občin, kajti nekatere so bile že 4 leta prej ustanovljene. In ko smo bili ustanovljeni mi, smo nekako iz krajevne skupnosti prešli na občino in del kadra, ki je bil v krajevni skupnosti, nekako tudi prenesli, tudi sam sem ostal kot župan, seveda izvoljeni župan. In na ta način smo nekako, seveda s pomočjo tudi takrat mestne občine Novo mesto, začeli z delovanjem občine Žužemberk, postavili smo vse organe, delovna telesa in nenazadnje tudi občinski svet je zaživel. Pričel je z delom, seveda kolikor smo takrat tudi uspeli pripraviti razne pravilnike in pa seveda tudi odloke, da smo čim prej seveda prehajali na naše odloke z glavo in pa imenom občine Žužemberk in nenazadnje seveda pričeli tudi z nekako z delitveno bilanco z mestno občino Novo mesto. To je nekako po letu in pol tudi bilo končano, ves ta čas pa je mestna občina Novo mesto za nas vodila še določene resorje, tudi veljali so še odloki in pravila sprejeta v mestni občini Novo mesto. Ni bilo lahko, moram reči, da povsem nekaj drugega kot seveda krajevna skupnost, tudi pri odločanju, tudi pri hierarhiji, tudi pri birokraciji, nenazadnje. Vsega je bilo dosti več, seveda se to z leti in z sedanjimi mandati še povečuje, tako da ampak sedaj je tudi izkušnja nekaj, to pomeni toliko kilometrov prevožene poti. Je prav gotovo dejstvo, da poznamo zadevo, poznamo tudi načine in nenazadnje poznamo tudi ljudi, s katerimi delamo na ravni države ali pa seveda na ravni tudi regije. No, danes seveda po 18 letih je popolnoma drugačna zgodba, ko človek pride v Žužemberk, upravno središče občine, pa tudi recimo, če obiščeš malce druga območja, se vidi velik napredek, se vidi ta razvoj. Skratka, Žužemberk gre postopoma, ampak zelo ciljno k nekemu končnemu cilju, če lahko tako rečem. No, kakorkoli, vse investicije, vsi projekti, ki se dogajajo, so nekako razmišljeni ali pa povod v samem kraju. Res je, da večino teh projektov da mnenje ljudje, potem občinski svetniki, ki dajo pobude in nazadnje so odbori, so tudi komisije, ki nekako sprejemajo usmeritve, strategije, tudi sami pripravljamo določene strategije na področju, predvsem na področju prostora, urejanja tudi infrastrukture in na ta način seveda iz leta v leto, kar se da. Res pa je, da je za vsako stvar treba pripraviti potem načrte razvojnih programov, zagotoviti tudi finančna sredstva, ali so samo iz proračuna, ali so tudi še iz države, ali tudi iz Evrope morda. In na ta način seveda nekako pripeljamo projekt do začetka izvedbe, potem seveda skozi samo izvajanje pa do kraja zaključka projekta in nenazadnje seveda predaja svojemu namenu. No, ta kombinacija, o kateri ste sedaj govorili, lastna sredstva, sredstva države, evropska sredstva, se zelo dobro kaže tudi v projektu Suhokranjski vodovod. Vi ste bili tu neumorni in vztrajni in imate nekako največ zaslug, tako pravijo tudi
ostali 4 kolegi župani, 5 občin vas je v tem projektu, da bo sedaj v sklopu letošnjega praznika Trških dni v soboto 16. julija tudi končno podpisana sofinancerska pogodba z državo, da bo lahko projekt. Ni bilo lahko pri tem projektu? No, prav gotovo ne. Projekt smo nekako pričeli že leta 2005, to so bile idejne zasnove, kdo bo šel še zraven od občin. Tudi v prvem projektu so bile poleg nas 5 občin, ki smo sedaj v končnem projektu, še občina Ivančna Gorica in Trebnje, vendar po prvi fazi, to po idejni študiji in projektu o oceni vrednosti so Ivančna in Trebnje odstopile. Nas 5 pa je potem nadaljevalo s tem projektom. Res je bilo veliko dela, veliko je seveda tudi dokumentacije, katera je bila potrebna, da smo sploh pripeljali projekt do take mere, da je lahko šel v sprejem na ministrstvo, da so ga tudi potrdili. In od potrditve potem ponovno čakanje, sprememba iz perspektive 2007-2013 v perspektivo 2014-2020. Mnogo sprememb, mnogo seveda tudi iskanje soglasij, podpisov, služnostnih pogodb z seveda občani, preko katerih potekajo trase. Vendar vse to smo prebrodili in nazadnje, evo, po toliko letih bo seveda zdaj tudi pika na i. To pomeni poleg sklepa, kjer se zagotavlja denar tako v državi kot v Evropi za projekt, ki je vreden preko 36 milijonov za vseh 5 občin, bo v soboto podpisana tudi pogodba o sofinanciranju in mislim, da s tem je seveda tudi vse končano, da bomo tudi mi, ki smo po sprejetem sklepu vse občine del sredstev svojih že vlagale v izvajanje tega projekta, lahko seveda s podpisom tega tudi dobili zeleno luč za seveda dajanje zahtevkov za povračila finančnih sredstev in pa ne nazadnje seveda tudi nadzor s strani države in Evropske unije o pravilnem načinu izvajanja in pa seveda kontroliranju in nadziranju. Ker najin pogovor spremljajo gledalci po vsej Sloveniji, bi bilo dobro povedati, katerih 5 teh občin je, morda kdo ne ve, pa vas to prosim, župan, če poveste, je pa tudi nekaj res, ne. Vi ste vztrajali, tudi ko so bile stvari zelo zamegljene pred nekaj leti nazaj, ste občine stopile skupaj in v bistvu to začetni zagon izvedle z lastnimi sredstvi. Res je tako. Občine, ki seveda smo še v projektu, smo Žužemberk kot vodilna občina in pa seveda občina, ki koordinira, vse je koordinirala in še koordinira, tudi preko katere bodo šla vsa sredstva tako noter kot ven do izvajalcev. Poleg nas je še občina Kočevje, občina Dobrepolje, občina Mirna Peč in pa občina Dolenjske Toplice. Vseh teh 5 občin nekako župani tvorno sodelujemo v vseh teh projektih. Res pa je, da največ koordinacije, največ seveda tudi tega usklajevanja tudi na ravni države, tako z Ministrstvom za okolje in prostor, kot seveda službo vlade za kohezijo in regionalni razvoj. Največ kontaktov prav gotovo sem imel jaz in seveda tudi verjetno kot največji porabnik pri tem projektu in pa največji deležnik. Je bilo tudi nam oziroma meni cilj, da seveda sedaj je prilika in sedaj je pravi trenutek, da če sedaj ne dobimo, potem vodovoda kmalu za celo občino ne bo. Res je, da 2 leti nazaj je bilo zadeva že zelo na plitkvih tleh, vendar z našo vztrajnostjo, z našim dokazovanjem, z našim prepričevanjem in ne nazadnje seveda tudi skoraj zahtevami smo nekako uspeli, kakorkoli bom rekel, tudi v tej politiki priti do pike na i in seveda to se bo zdaj tudi izvajalo in za nas seveda je rešitev za vodoskrbo. No, če nekako to temo zaključiva morda razmišljanje, ko bo projekt končan, kaj bo to pomenilo za prebivalce vseh teh 5 občin in tega širšega območja? No, prav gotovo ne nazadnje največ za občino Žužemberk, kajti občina Žužemberk ima še približno 20%
prebivalcev brez vodooskrbe, se oskrbujejo z kapnic oziroma tako imenovanih štern, po domače rečeno. Nenazadnje pa ta projekt ponuja tudi hidravlične izravnave, kajti ob določenih trenutkih sušnih in tako naprej je zmanjkovalo tudi vode, tako da kajti hidravlika več ni dohajala, tudi zelo stari vodovodi in te zadeve. Sedaj pa bo ta povezava, tako je projektno tudi tako zasnovana, da občina en del vode dobi tudi še iz Kočevja, tudi Dobre Polje dobi en del vode iz Kočevja, mi dobimo tudi en del vode še iz Dolenjskih Toplic, mi pa iz naše vrtine, iz naših 2 vrtin bomo dajali tako za potrebe občine Žužemberk in pa za potrebe tudi Mirne Peči, dela Mirne Peči, tako da bo ta zagotovitev v primeru bilo kakšnih havarij v kateri občini ali na kateri vrtini v občini lahko v drugo stran poslana, iz druge strani seveda voda, kajti količine projektiranja in pa količine, ki so vrtine pokazali, je pa dovoljna, tako da ni problema si zagotavljati v takih primerih. V občini Žužemberk nekako v svoji viziji, filozofiji razvoja veliko stavite na turizem in tudi številni projekti v tej smeri so udejanjeni oziroma so postavljeni nastavki, da bodo še za naprej. Je pa seveda zelo pomembno, da temu sledi tudi ustrezna prometna infrastruktura, torej dostop do vašega območja. Kako vidite vi to problematiko? No, sigurno je res, da tudi na turizem nekaj damo, vidi se, koliko smo naredili na urejanju samega trga Žužemberk, na urejanju tudi okolice ali ob spomenikih ali ob cerkvah. To, kar seveda je za turiste zanimivo, tudi grad, Krka in nazadnje seveda tudi druge aktivnosti, kot so lovstvo, ribolov in tako naprej. Tudi zadnje čase smo kar nekaj naredili na dostopih, to so dostopi po državnih cestah. Tam seveda nastopamo skupaj z državo, ko država zagotovi svoj del sredstev, jih moramo tudi mi za našo infrastrukturo, kajti v spodnjem delu je prav gotovo infrastruktura občine, to so fekalne kanalizacije, vodovodi, javna razsvetljava, pločniki, država pa seveda meteorne kanalizacije in pa cestna telesa. Moram reči, da smo bili kar uspešni, da toliko, kolikor smo mi imeli denarja, smo lahko tudi počrpali. Smo se včasih morda preveč dolgo dogovarjali tudi z določenimi lastniki, levo, desno, ob cesti, zaradi širitve, zaradi potrebe infrastrukture, vendar nenazadnje skozi leta so dogovori bili pozitivni in rešitve so bile, tako da projektno se zdaj tudi določene izvajajo in mislim, da je tudi tukaj poskrbljeno tako za cestno infrastrukturo in pa seveda tudi drugo javno infrastrukturo, kot je seveda urejanje in parkirišč in trgov in seveda parkov v samih centrih oziroma ob določenih kulturnih pomembnih spomenikih in seveda objektih. No, v zadnjem letu, od lanskoletnega praznika do letošnjega, je bilo kar nekaj, bom rekel, projektov na področju cestne infrastrukture, ki so bili malo večji zalogaj, ampak vse to, kar je bilo rekonstruirano, nekako dviguje kakovost življenja, tako prebivalcev kot tisti, ki prihajajo v Žužemberk in potujejo skozi. No, prav gotovo, to je osnovna celica oziroma osnovna žila. Če nimaš ti prave infrastrukture, potem seveda tudi za turiste in za vse tiste, ki hočejo iti tudi malo izven avtocestnih križev, potrebuje tudi to. In mi se tega zavedamo in je tako na državnih cestah kar nekaj, kot seveda tudi na lokalnih cestah, tudi nekatere lokalne prometnice, ki vodijo v našo občino ali pa iz druge občine našo občino, smo v zadnjih letih tudi uredili, tako Brezovo-Reber, tudi seveda cesta proti Polomu, tudi bo še katera druga na vrsti, ki so v planu, povezava med Budgenjo vasjo in Dišečjo vasjo, nenazadnje tudi preurejanje že samih teh cest v dostopi v Žužemberku, kot je iz Prevolj v sam Žužemberk, kjer bo tudi drugo soboto seveda otvoritev
obnovljene ceste z odvodnjavanjem in pa ureditev opornega zidu, ki je seveda posledica plazu leta 2014. To je tudi velik prispevek, velika pridobitev za občino, verjetno za par generacij naprej, in je tudi tukaj država bila tista, ki nam je pomagala v takih nesrečah. Mi pa seveda z svojim deležem ravno tako sledimo toku sredstev iz države, tako da bomo tudi to predali svojem namenu. Seveda vsemu temu razvoju pa nekako z roko v roki sledi oziroma včasih verjetno tudi dirigira, da se kaj zgodi hitreje, tudi gospodarstvo v občini. Da, prav gotovo gospodarstvo je nekaj, kar v občini daje prav gotovo določeno zaposlitev, ne nazadnje tudi ekonomsko boljšo podporo za naše občane. In mi imamo pripravljeno cono v Žužemberku, del je še seveda že poseljen oziroma zgrajen za potrebe gospodarstva. Del je še na voljo in pa pripravljamo tudi že nove cone, tako da tudi z novim občinskim prostorskim načrtom smo določene nove površine dali namenu za te zadeve, ampak seveda na potrebe pa gospodarstva pa bomo sproti pripravljali tudi opremljenost v cone, to pomeni cesta, infrastruktura in vse potrebno, kar je za gospodarstvo prav gotovo velikega pomena. Ne nazadnje pa imamo tudi možnost, da gospodarstveniki v conah, ki so v Žužemberku, dobijo tudi zmanjšan komunalni prispevek. No, ravno v namen tega stimuliranja gospodarskih subjektov, da recimo pridejo na vaše območje oziroma da že obstoječi so lahko še bolj učinkoviti, ste pripravili tudi študijo obrtno-industrijskih poslovnih con. Kaj je recimo neka rdeča nit te študije? No, predvsem študija govori o tem, kje so te cone, kje je možnost, kje je trenutna takojšnja skoraj možnost, kje je seveda možnost v določenem času, da se opremi z infrastrukturo. Ne nazadnje pa ta študija je tudi nekaj, kar lahko prezentiramo tako v Republiki Sloveniji in ne nazadnje tudi v tujino, kajti vemo, da se tudi določeni tuji investitorji zanimajo za določene cone, seveda za svojimi potrebami in željami. Mi pa seveda s to študijo nekako razgrinjamo, kaj imamo, koliko imamo, ne nazadnje po koliko približno se tudi tukaj dobi določeno mesto za postavitev objekta ali pa seveda druge infrastrukture in ne nazadnje tudi kakšne so infrastrukturne povezave. To pomeni cestna in pa seveda tudi ostala povezava, kot so tudi interneti, optika, kajti mi smo tudi ena izmed občin, ki imamo to že urejeno, vkolikor je zainteresiranost seveda posameznika ali gospodarstvenika in pa ne nazadnje tudi ali do kakšne mere je ta cona opremljena, da se določen potencialni gospodarstvenik lahko odloča prostovoljno ali pa v dogovoru z nami. Katere gospodarske panoge pa pridejo v poštev? Tukaj ste vi nekako jasno potegnili črto, ločnico. To ja, neka težka industrija ne pride v poštev. Točno tako je, tukaj je vsa ta panoga, ki že obstaja. Žužemberk je imel prej določen obrat Iskre, ki je prepadu 95. leta, potem so se osnovali novi obrati v zasebni lasti in ti obrati predvsem slonijo na elektroniki, izdelovanje elektronskih komponent, izdelovanje tudi strojev za izdelovanje tako elektronskih komponent kot seveda ostalih zadev in ne nazadnje tudi naša vizija, da kakšne nečiste proizvodne, nečistih zadev v kraj, kot je Žužemberk, ki je turistično z lepotami Krke in ostalimi zadevami, le nekaj, na kar se lahko ponašamo tudi drugega, seveda v študiju in pa ne nazadnje ne bomo dopustili. Če se malce zadrživa za trenutek še pri teh obrtno-poslovnih conah, kako komentirate, bom rekel, neka razmišljanja ali celo, če se izrazim, napade na vas osebno, nekaterih vaših nasprotnikov, ki pravijo, da to ni pravi razvoj občine Žužemberk? Kako vidite vi? Je to
da rečemo, čisto nagajanje ali so tukaj kakšni drugi razlogi? No, teh napadov je od samega začetka veliko. Tukaj lahko komentiram, da vsi ti, ki napadajo samo iz enega načina, da seveda se ne bi nič naredilo, čeprav po drugi strani zagovarjajo, da bi moralo biti, da je vse, kar je vsako delovno mesto, seveda dobrodošlo, po drugi strani pa bi določene gospodarstvenike skoraj izrinili iz Žužemberka. Lahko pa rečem, da tisti, ki nasprotujejo, noben od tistih tudi ni gospodarstvenik in seveda nema prave povezave s stikom med gospodarstvom in pa seveda javnim življenjem oziroma javnim službam, v katerih so ti, ki seveda največ imajo nasprotovati za širjenje gospodarstva, oziroma tudi ne vedo, kako v gospodarstvu se zasluži, kako se seveda zaposlenega preživi in mu da tudi denar, da on doma preživi seveda svojo družino in tudi seveda otroke v šoli, vrtcih in tako naprej. To je nek tak krog, ki se začne in konča. Prav gotovo, brez gospodarstva, brez zaposlenosti, ni ne seveda novih stanovanj, ni ne novih hiš, ne novih seveda namestitev tako v vrtce kot v šole in tako naprej. Vsi pa ugotavljamo pri nas, da vsa ta leta, zadnja leta povečujemo delke vrtcev, jih naknadno ustvarjamo samo zaradi tega, kajti vse to je dalo skozi ta leta seveda nova gnezda, v katerih so seveda tudi mladina in to je za nas prav gotovo prihodnost, bodočnost in seveda na kar seveda največ stavim. No, vse te razvojne stvari, o katerih govoriva danes v tem pogovoru, pa so tesno povezane seveda tudi z delovanjem lokalne politike, občinskega sveta, konec koncev tudi proračuna, iz katerega se vse to črpa. Ljudje radi slišijo kakšno številko, kako je z letošnjim proračunom, koliko je težak in kako ste zadovoljni z črpanjem oziroma dinamiko v prvem polletju. No, proračun je težak malo pod 11 milijonov. Res pa je, da 5,5 približno domačega proračuna z vsemi zadevami. Vse ostalo pa je ta Suhokranjski vodovod, kajti gre sredstva preko nas iz države, iz Evrope in pa seveda naša sredstva, ki so namenjena za sam projekt Suhokranjski vodovod, ter vsa sredstva tudi na odhodkovni strani iz proračuna izvajalcem, ki bodo tako letos in pa vse do konec 2018 izvajali gradbena dela in nazadnje tudi 2019 še zaključevali in pa pridobivanje uporabnih dovoljenj, tako vse to potrebnih dovoljenj, ki so seveda za predajo potem tudi bodočim upravljavcem. Občina Žužemberk je ena tistih občin v Sloveniji, v kateri ste poskrbeli za širokopasovno omrežje, potem omogočanje tudi brezplačni Wi-Fi v Žužemberku. To že nakazuje neko tisto smer, o kateri ste govorili malo nazaj, da pač želite nuditi kakovostne usluge, bodisi gostu ali pa tistemu, ki morda razmišlja, da bi tudi ustvaril neko gospodarsko dejavnost pri vas. Prav gotovo, gledajte, danes je svet tak, kot je in že tako ponovadi zaostajaš v razvoju ali pa nudenju tistih osnovnih dobrin, ki jih ali naš najmlajši občan do najstarejšega občana seveda potrebuje in pa ne nazadnje vse to je tisto, kar potrebuje tudi gospodarstvo, potrebuje turizem in pa vse, kar je povezano seveda s tem sklopu, tako je širokopasovno omrežje, ki nudi res široko paleto storitev in pa dodatno še 2 leti nazaj še Wi-Fi, ki je pa seveda brezplačen v samem središču Žužemberka oziroma z bližnjo okolico. Mislim, da je to nekaj, kar tako domačinom, kot seveda predvsem tudi tistim, ki pridejo v Žužemberk, da lahko se seveda enostavno vklopijo in tudi funkcionirajo iz samega centra Žužemberk v širini celega sveta in pa nenazadnje to je nekaj, kar bo dalo vsaj določeno prioriteto ali pa možnosti vsem, ki seveda to potrebujejo.
Zelo bogato in pestro pa je tudi društveno življenje pri vas, bodi si kultura, šport, druge dejavnosti, kar še posebej recimo pride do izraza na vaših prireditvah. Moram priznati osebno, da vsakič, ko vas obiščem, sem vedno impresioniran, koliko različnih društev je udeleženih, vedno poskušate pokazati nekaj novega. Torej, ta povezava med vodstvom občine in družbenim dogajanjem je za vas zelo pomembna. No, prav gotovo, vedno smo tudi delovali v to smer, da sodelovanje z društvi je eno od meril, na katerih se srečujemo. Občina ima 50 društev takih in drugačnih, 7 gasilskih, potem kulturnih, športnih, društv konjerejcev, kmečkih žena, upokojencev in še teh društev. Res pa je, da skozi celo leto ta društva tudi delujejo, se na svoj način predstavljajo, promovirajo občino na nek način. Trški dnevi pa in občinski praznik pa so seveda ciljna zadeva, kjer probamo vključiti vsa društva, da pomagajo ali nastopajo, sodelujejo in seveda na ta način tudi se promovirajo, kajti vse to, kar se dogaja, je nekako zabeleženo, vse to gre tudi v svet, izven meja tudi naše občine in pa države, kar pa je tako za društvo kot za občino velikega pomena. No, vi ste bili tudi občina, ki ste nekako že pred mnogimi leti začeli orati ledino, potem so vam sledile tudi nekatere druge slovenske občine. Imam v mislih ohranjanje dediščine, konkretno vašega gradu. Spominjam se začetkov, ko so mnogi dejali, to so samo, da se izrazim, narekovajo pobožne želje, iz tega ne bo nič. Danes je to ponos občine Žužemberk. No, prav gotovo, to je bilo že približno leta 1993, ko je bila še krajevna skupnost, vendar smo nekako začeli z raziskovanjem, izkopavanjem, seveda odstranjevanjem tudi ruševin in tako naprej. In takrat z majhnimi deli, z ustanovitvijo tudi odbora za obnovitev Žužemberskega gradu, z donatorji, z pisanjem tudi zbornikov od zgodovine Žužemberka in Žužemberskega gradu, pa vse do potem tudi naslednjih let, ko pa smo prišli v kulturni tolar in smo tudi skupaj z državo vsako leto malo več naredili, je ta grad prišel do take mere, da je uporaben seveda za prezentacijo, je uporaben tudi za prireditve in nenazadnje seveda tudi čakamo na nov kulturni tolar oziroma nova sredstva, da bomo tudi določena dela v samem gradu še nadaljevali in pa s tem seveda gradu dali še večjo vlogo v funkciji in pa seveda obratovanju, kajti vemo, da določene zadeve še potrebujemo v samem gradu ali pa v okolici gradu, da bo še bolj funkcionalen, še bolj prepoznaven in nenazadnje seveda še bolj izkoriščen. Če nadaljujem kar tukaj, kar ste zdaj v zadnjem stavku dejali, določene stvari okoli in v gradu še potrebujemo. Kaj pa kot župan menite, da na nivoju občine v prihodnje potrebujete? Kolikor jaz vas poznam in vašo ekipo, vem, da mnoge stvari so napeljane, razmišljate naprej, da se ne boste na tej točki ustavili. No, prav gotovo imamo plane, imamo vizije, imamo že študije tudi določene, ki so za Žužemberk v naslednjih letih, vkolikor bomo tudi na državi prišli seveda na pozitivno odločitev, tiste, ki bodo nekako krojile tudi bodoči razvoj. Od tega prav gotovo na turizmu imamo tako v Žužemberku grad in vsa okolico, na dvoru, seveda tudi skupaj z državo, tudi na muzeju stare železolivarne, tukaj je zadeva zelo blizu, tudi v samem projektu smo že v sami perspektivi 2014-2020, da nazadnje tudi študije za obvoznice v Žužemberku, severna obvoznica je na državi že potrjena, umeščena na načrte razvojnih programov, na potezi je sedaj občina z svojim OPPN-jem, občinskim podrobnim prostorskim načrtom, potem pa seveda se lahko vključimo po fazah skupaj z državo k izvedbi tudi tega, da nazadnje pa tudi še določene križišča, ceste, dostope, da
Pred obvoznico urejamo tudi še določen del državnih cest skupaj z lokalnimi dovoznimi in pa nenazadnje imamo plan tudi na področju šolstva, urejene šolstva, določene zgradbe treba sanirati, pripraviti za novo dodatno število v šolah. Planu je tudi gradnja oziroma novega vrtca v Žužemberk, kajti vemo, da že sedaj smo premajhni z vrtci in nenazadnje planiramo pridobiti tudi nov vrtec z večjim številom oddelkov. Seveda za to, kar vidimo, kar se dogaja, kar se naj bi še dogajalo. Imamo še potreb po odkupih za stanovanjske cone, to pa je tisto, kar seveda v nadaljevanju sledi tudi potrebe v vrtcih, potrebe seveda čez par let tudi v šolah in tako naj bi se tudi vrtilo. To je pa tisto, kjer nas bo držalo pri številu prebivalcev oziroma še povečevalo. In to mislim, da je pravo merilo in pa prava usmeritev in tudi strategija občine. Koliko pa boste pri vseh teh načrtih, recimo, o katerih ste sedaj govorili, odprti, da bi se mogoče v kakšnem projektu v neki stopnji vključilo tudi kombinacije javno-zasebnega partnerstva, zasebni kapital? Razmišljate o tem? To imamo že prakso, ne razmišljamo. Mi imamo v 2 šolah že ogrevanje s kotlovnicam, javno-zasebno partnerstvo, tako da tukaj imamo že določene izkušnje. Dobro deluje to. In zaenkrat to dobro deluje. Morda začetne težave, kot so bile prvo leto, glede obračunavanja, dokazovanja in tako naprej. Zdaj je zadeva dorečena, ustaljena in ve se tudi naprej približno, kakšne bodo potrebe. Tudi sami pripravljamo študijo o energetskih sanacijah šol in javnih zavodov, tako da tudi ta študija bo pripravljena zelo v kratkem. In da se s to študijo lahko tudi javimo na razpise, ki seveda na državi bodo v jesenskem delu. Nenazadnje tudi študije o prijavah na ekoskladi, ki so čisto nekaj drugega. Tudi tukaj računamo seveda na javno-zasebno partnerstvo in na ta način seveda tudi tukaj nastopiti, da bo ugodnejše pogoji v šolah, ugodnejši pogoji seveda tudi v javnih zavodih oziroma ustanovah glede na tak način delovanja. No, obiskovalcev je iz leta v leto več v Žužemberku. Kakšni ostanejo tudi kakšen dan, 2, 3. Glede na razvoj, trend in na načrte, ki jih imate, nastanitvene kapacitete recimo sledijo temu ali morda razmišljate, da bi lahko v nekem doglednem času tudi kakšen manjši hotel nastal ali gredo razmišljanje v to smer? Določen del samih nastanitvenih kapacitet imamo v občini pri 3-4 kmečkih turizmih oziroma kakorkoli se imenujemo v gostiščih. To je nekako dovolj za približno 2 avtobusa nastanitvenih kapacitet. Imamo takoj čez mejo še za približno pol avtobusa, tako da del tega je. Res pa je, če se bo ta trend po turističnih zahtevah nadaljeval, pa morda bo tudi kdo razmišljal še o kakšnih kapacitetah, ki bodo seveda pomoč temu in nenazadnje mislim, da je to tudi prav in da je zelo spodbudno, kajti tisti, ki se hoče ukvarjati s tem, mora seveda tudi temu slediti. No, mi pa bomo sedaj sledili tudi našim oglaševalcem, zato si bomo privoščili nekaj trenutkov vdiha. Potem pa bomo v studiu gostili županovega gosta. Kdo bo to? Čez nekaj trenutkov. Spremljate oddajo Županova ura, gostimo pa Franca Škufco, župana občine Žužemberk, in ob zaključku pogovora župan je vsekakor potrebno poudariti in izpostaviti, da občina Žužemberk v zadnjem letih zelo krepi tudi to mednarodno sodelovanje z kraji in občinami iz različnih držav. Res je, morda za zadnje 3 leta, ko smo najprej seveda z eno od srbskih občin, občina Golubac, nekako navezali stike preko veleposlaništva Srbije pri nas. Občina Golubac je seveda dol v Srbiji proti Đerdapu. Z njimi je zelo prijetno delati, razvili smo že nekaj projektov, tudi mi pri njih seveda gostili, tudi z
njihovi konjerejci, z našimi konjerejci so se že seveda pobratili, po domače rečeno, in ne nazadnje tudi letos bodo naši gosti, letos prihajajo tudi oni z tako občinsko ekipo, ki je seveda od župana oziroma predsednika skupščine, ko imajo tam, do seveda ostalih članov iz občinske uprave, ne nazadnje tudi člani iz občinskega sveta. In pa kar nekaj bo prišlo ljudi tudi, ki bodo nastopali v določenih prireditvah ob naših trških dnevih oziroma občinskem prazniku. Naslednja občina je občina Čahtice iz Slovaške, s katerim smo tudi navezali stike, tudi z njim že podpisali pismo o nameri o sodelovanju, tudi mi pri njih bliže na obisku, oni pri nas na obisku, tudi letos prihajajo tako seveda kot župani, občinski uradniki, kot seveda tudi njihovi predstavniki, ki se ukvarjajo, predstavniki društev oziroma odruga njihovih, ki bodo ravno tako nastopali v naših prireditvah. To pomeni, da je zadeva že tako daleč pripeljana, da se lahko družimo tudi na takih ravneh, da se lahko družijo tudi društva med sabo. Imamo pa še dve občine iz Hrvaške, in sicer ena občina je Pregrada, to je zagorska občina, s katerim imamo tudi že 2 leti sodelovanje, tudi določene zadeve že podpisane. Tudi oni bodo seveda na naši prireditvi, vendar oni seveda brez vloge še, da bodo nastopali v kakšni vlogi v sodelovanju z našimi društvi. In pa občina Duga Resa iz Hrvaške, ravno tako tudi z njim imamo prijateljske stike oziroma tudi zelo dobre odnose, tudi obiski tako pri nas kot pri njih, in tudi letos seveda pričakujemo njih oziroma tudi potrdili so že, da bodo sodelovali seveda pri naših prireditvah, ne nazadnje pa vsi na zaključku, to pomeni na slavnostni seji ob zaključku naših trških dnevov oziroma praznovanju tudi našega občinskega praznika. Vse to si želimo, vsa ta sodelovanja si želimo tudi zato, da bi morda razvili tudi kakšen turistični projekt v sodelovanju na ravni tudi seveda evropskega projekta, sodelovanje tako evropske občine, evropske države in pa neevropske države, in na ta način seveda pridobili tudi še kakšna dodatna sredstva. Seveda tukaj vidimo predvsem projekt Interreg in pa morda še katere druge projekte, na osnovi katerih bi lahko povezali tako občinska sodelovanja kot tudi društveno sodelovanje in pa seveda na ta način tudi izmenjave, obiski in tako naprej. Na ta način pa seveda tudi za svoje projekte pridobitev tudi kakšnih sredstev, tako za našo občino kot za katero drugo. Tako da mi vidimo velik potencial, iščemo tudi že občino v Bosni in Hercegovini, tako da tudi tukaj se že povezujemo in pa iščemo tudi že v Avstriji. Tako da upam, da do naslednjega občinskega praznika saj ena nova država, ena nova občina in pa eno novo prijateljsko sodelovanje oziroma delovanje tudi na vseh teh področjih. No in na ta način se nekako krepi tudi prepoznavnost občine Žužemberk, Suhe krajine, konec koncev tudi države Slovenije. Pogovor bova pa zaključila s povabilom gledalkam in gledalcem in seveda tudi občanom, ki zdaj spremljajo ta pogovor, da se za piko na i udeležijo seveda vseh prireditev, čim večjem številu v sklopu trških dni, ampak tista pika na i, zaključek je pa absolutno slovesnost v nedeljo 17. ob 21. uri na Grajskem dvorišču, ko bodo ob občinskem prazniku podeljena tudi priznanja. No, prav gotovo tudi jaz bi moje občanke in občane ter seveda vse ostale, ki kakorkoli hočejo videti prireditev, kot je seveda trški dnevi in pa občinski praznik v občini Žužemberk, naj pridejo, glede na to, da vsi občani v naši občini so dobili že razporede oziroma točno v časovnico, kdaj so katere otvoritve, kdaj so katere prireditve, da se po svojih možnostih udeležijo
udeležijo v čim večjem številu, seveda tako prireditev kot otvoritev. S tem bomo nekako pokazali tudi obiskovalcem ostalim, da se zavedamo, da smo ponosni, da imamo svojo občino, da smo ponosni na vse, kar je kot prireditev, da se lahko seveda naša društva predstavljajo tudi navzven, da vse otvoritve, ki bodo, so pridobitev tudi za občino, da so seveda nenazadnje seveda tudi nekaj, kar je občina imela veliko dela, da je lahko to zadevo tudi uredila, zgradila, sfinancirala, kajti vse to je iz javnega denarja seveda tudi naših občank in občanov in nenazadnje države, ravno tako in pa Evrope. Nenazadnje pa si želim, da nedelja, ki je poseben dan, da je res povsem bogat in obiskan, nenazadnje pa bo veselje tudi nam, ki pripravljamo to prireditev, posebno pomeni našim gostom, da bo slavnostna seja občinskega praznika bolj obiskana, kajti s tem bomo dali poudarek tudi tistim, ki bodo na tej slavnostni seji nastopali, ki bodo na tej slavnosti seveda tudi dobitniki tako zlatega grba, srebrnega grba, bronastega grba, mnogih priznanj in pa zahval, da bodo seveda tudi oni videli, da jih velika množica podpira in da jih velika množica tudi na ta način podpira, kajti morda so bili pozabljeni, pa so bili najdeni in sedaj seveda so dobitniki priznanj in nagrad. Zato seveda, spoštovane občanke in občani, pridite in videli boste, da tudi v Žužemberku znamo stopiti skupaj, tako na projektih, kot seveda tudi na prireditvah in zabavah, ki jih pripravlja tako občina in društva. No in s tem povabilom župan občine Žužemberk Franc Škufca bova za danes tudi končala. V imenu gledalk in gledalcev televizije Vaš kanal in osebnem imenu vam želim vse dobro v občinskem prazniku in hvala za obisk. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, cenjeni in cenjeni, pa ostanite še naprej v družbi televizije Vaš kanal in lep večer ter srečno. Znova smo nazaj, spremljate oddajo Županova ura, v kateri gostimo župana občine Žužemberk Franca Škufco. No, sedaj pa napovedujemo rubriko Županov gost. V studiu se nam je pridružil Vlado Kostevc, svetovalec župana in obenem gonilna sila turističnega društva Suha krajina. Predsednik tega društva je tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije in če bi še našteval, kako je vpet v delovanje v občini Žužemberk, bi mogoče bila oddaja prekratka. Kljub vsemu, Vlado Kostevc, dobrodošli tudi vi. Ja, lep večer tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem vašega kanala, našega kanala. Župan Franc Škufca, zakaj ste se vi odločili, da bo vaš gost v današnjem pogovoru prav Vlado Kostevc? Iz preprostih razlogov, kajti kot dolgoletni sodelavec, tudi promotor tako na turizmu, promotor seveda tudi ostalih projektov, nekdaj seveda tudi kot direktor občinske uprave, nenazadnje tudi predsednik turističnega društva in pa promotor gonilna sila v združevanju vseh društev, tako na področju turizma, kmetijstva, konjerejstva, gasilstva in tako naprej, kajti tudi sam je še član kar nekih društev in posod seveda dobrodošel, posod seveda zelo koristen in nenazadnje tisti, ki je za Žužemberk in seveda prepoznavno Žužemberka veliko naredil. Vlado, vidva županom sta povezana ne samo kot tesna, bom rekel, poslovna sodelavca na občini, o čemer je sedaj župan govoril, ampak vaju dva povezuje tudi ljubezen do starih časov. Namreč viteški red Jurija in Volka Engelberta Turjaškega vaju povezuje. Je to res? Ja, res je, tako se marsikdaj imajo, kdo tudi za meni reče, da smo tudi tako brata, ne. Pač, ko smo ustanavljali oziroma želeli obeležiti to 600-letnico omembe trga Žužemberk,
smo prišli do zgodovinskih virov, ki sta bila resnično takrat še ne vedoč brata Juri in Wolf Engelbert Turjaška, lastnika Žužemberskega gradu. In slučajno neso, da smo postala jaz to vlogo kot Jurija Turjaškega, župan kot Wolfa Engelberta Turjaškega in tako nas je, bom rekel, ta viteški red tudi tako povezal v tej zgodbi in ob srednjeveškem dnevu gostima nagrado, bom rekel, gnado oziroma plemstvo od blizu in daleč in se zmeri veselima in to je nek praznik, tudi osrednji dogodek Trških dni. Župan, kako se vi počutite to nedeljo v sklopu praznovanja Trških dni, ko je pač ta srednjeveški dan, ko se za kar nekaj ur prelevite v drugo vlogo? Zelo tako impozantno, kajti tisti dan sem nekaj, kar je nekaj včasih pomenilo kot lastnika oziroma predstavnika lastnine. Kakorkoli tisti dan je zame nekaj novega, nekaj čisto drugačnega in to vlogo zelo rad odigram in jo seveda skušam tudi, kar se da. Res pa je, da vse te zgodbe, kar je ostalega zadeve, pa to vlado seveda kot moj brat na tisti dan odigra organizacijsko in pa seveda tudi ostalo in pa tudi operativno porihtal so zadevo, seveda z svojimi člani društva in pa ne nazadnje tudi s tistimi, ki mu kakorkoli pomagajo. Vlado, iz tega, kar je povedal župan, je moč zaključiti, da kot brat Turjaški vam je dal kar velika pooblastila. Ja, normalno. Če se brata razumete, se da marsikaj narediti in to v našem primeru je resnično, župan je bolj doma, jaz pa tudi z viteškim redom rad se potepam po svetu in če raziskujemo zgodovino, pridemo res, da je Jurij Turjaški bil človek, ki je rad šel po svetu, Wolf je bil pa doma in je gospodoval, urejeval, normalno, zdaj za srednjeveški dan pa mogoče ta del malo več prevzamem, ampak njegova vloga, županova je izjemno pomembna, sprejema goste, bom rekel, častne goste, in to je izjemno pomembno, dokler imam je še tisto drugo vlogo, da pač sodelujem v srednjeveškem renesančnem plesu in sem mogoče še kako drugače aktiven. Za prepoznavnost območja je nekako potrebna zgodba. V turizmu se prodajajo zgodbe, se cenijo zgodbe. No in v Žužemberku ste to razumeli in nekako to zdaj peljete naprej. Ja, moram reči, ti Trški dnevi so stara od leta 1999, smo dejansko to 600-letnico omembe trga Žužemberk primerno proslavili in ti Trški dnevi, lahko rečem, so postali prepoznavni širom Slovenije, pa tudi tujine. Moram reči, da smo ponosni, da smo odkrili to bogato in jo še odkrivamo, ker zgodovina Žužemberskega gradu in lastnikov Žužemberskega gradu, to so bili Turjačani oziroma družina Aušperg, zelo pomembna plemiška družina na Slovenskem. Smo jo nekako predstavili in te drobce zgodovine skušamo predstaviti tudi v teh našem poskusu poustvaritve tega srednjeveškega dne, ker dejansko vrniti se ne moramo v preteklost, živimo v 21. stoletju, ampak to je del tega poskusa, da prikažemo, bom rekel, obiskovalcem, turistom, kako je bil en takšen dan graščakov na takratnem gradu, ko je bilo seveda slavje in slovesnost, kjer so vitezi prikazali svoje veščine, kjer so dvorne, grajske dame iskale svojega izvoljenca med najboljšimi, kjer se je poveselilo s plesom, seveda s kapljico dobrega vinca in še čim. No, to se bodo obiskovalci, ki bodo seveda prišli k vam, lahko v živo čez dan ogledali v nedeljo 17. julija. Bo pa ta vrhunec Trških dni nekako potekal prav ta konec tedna od petka 15. do nedelje 17. julija.
poleg tega srednjeveškega dneva bo pa še kar nekaj zelo odmevnih kulturniških dogodkov. Ja, dejansko, no, moram reči, praznik občine je praznik, ki ima vrhunec v središču, občinskem središču v Žužemberku. Ne smemo pa pozabiti tudi na izjemno kulturno in naravno dediščino širokega območja, ne? Od Lip na Brezovi Rebri, Cerkev Svete Neže na Lopati, Aušpergove železovarne na Dvoru, ostalih izjemnih spomenikov, ki jih imamo, in z temi našimi prireditvami tudi povezujemo te kraje, ne? En takšen dogodek je vsekakor rekreativni kolesarski maraton, ki povezuje tako in Ajduško planoto in hinski del, hinsko planoto, krajevno skupnost Hinje, in dejansko si udeleženci tega maratona ogledajo skoraj celotno območje občine, ne? In to nas seveda veseli, da ne predstavljamo samo Žužemberk, ki je seveda središče, ampak da popeljemo možne obiskovalce in turiste tudi na druge predele. Zanimivost letošnjih trških dni so seveda glasbeni dogodki, ki se odvijajo, na to so otvoritve razstave slik, prikažemo tudi ročna dela, nekako poskušamo tudi s predstavitvijo starodobnih vozil. Letos je prvi poskus kuhanja ješprena, po suhokrajinsko je ješprej, tako da bi bila to prva ješprejada. To je prvi poskus, bomo videli, kako nam bo uspelo. Seveda ne moremo brez trških iger podeželske mladine, pa gasilska veselica je tista, ki nekako zaključuje soboto. Nedelja je namenjena srednjemu veku in večerni slovesnosti. Ponedeljek pa dejansko zaključujemo s spominsko uro, ki je posvečena Zali Zarani, v bistvu prvi filmski igralki v Hollywoodu, ki je bila rojena v Žužemberku, in to 16. julija leta 1897, malo pod gradom. Tako da je to en dogodek in letošnja gosta bo filmska in gledališka igralka Ljerka Belak, tako da bo tudi to zanimiv kulturni dogodek. Župan, besede vašega sodelavca samo potrjujejo, da je že precej mnogo prej, preden je nastala občina Žužemberk, je bila v svetu znana, Hollywood in tako naprej. Ampak jaz bi se dotaknil v tem delu, poleg vseh teh izjemnih kulturnih dogodkov, pa bo tudi nekaj izjemnih otvoritev v sklopu tridnevnega praznovanja občinskega praznika trških dni. Tako je, morda bi jaz še nekaj dodal tukaj glede kulturnikov, glede prepoznavnosti Suhe krajine, Žužemberka in območja. Mi imamo že spomenike postavljene in evidentirane znane suhokrajince, ki izhajajo iz Žužemberka rodom, in teh je že preko 30. Tako da Žužemberk je bil skozi zgodovino zelo pomemben za svojimi izumitelji, umetniki in prepoznavnimi ljudmi. Tako da to je velika zasluga tudi seveda tisti, ki so v preteklosti šli s trebuhom za kruhom, pa so v svetu dokazovali, kaj je z rokami, s pridnimi rokami, kaj se da doseči in do kje prideti. Ne nazadnje pa, seveda, tako kot vsako leto, bomo pa tudi letos imeli kar nekaj otvoritev. Že v petek bomo na Mačkovcu iz projekta Suhokrajinski vodovod odpirali vodohran velikosti 100 kubičnih metrov, ki bo nekako mestna točka med vrtino na Skopicah na Vinkovem vrhu, in seveda vodohran pa bo služil za zalivanje proti Dvoru, proti jami, seveda tudi proti obema kotoma, tako da to bo velikega pomena, ker ti bomo že svoje vrtine črpali svojo vodo in bomo svojo vodo že transportirali seveda našim domačinom po gospodinstvih. V soboto pa bomo ob 11. odprli tudi prenovljen del ceste Žužemberk-Prevolje. 2014 je bil ob neurju seveda sprožen plaz, nam je polovico ceste odneslo v dveh delih, kajti cesta je zaradi serpentin seveda nadgrajena. Z državo, z Ministrstvom za okolje in prostor smo se nekako dogovorili, da to kot
seveda naravna nesreča in z te strani dobili tudi odobrena sredstva v 2 delih. Prva faza je bila že narejena, zdaj pa se končuje še druga faza in predali bomo v namen skoraj dodelano, seveda z nekimi popravki, ki bodo še v nadaljevanju, neki določeni oporni zidovi, ki bodo še dograjeni v nadaljevanju, vendar tudi to je investicija, ki je približno $500 milijona in je državnega dela skoraj 300 tisoč evrov. Bo to nekaj, kar se že sedaj vidi, da je zelo lepo, predvsem zelo lepo, nenazadnje bo pa tudi zelo funkcionalno in naj bi seveda z novim odvodnjavanjem nikoli več prišlo do kakšnega plazu vsaj na tem delu. Tako da takoj po tem zadevi pa prav gotovo imamo še, ker bo to odpirala tudi ministrica za svojo ekipo za okolje in prostor, v nadaljevanju pa seveda tudi podpis pogodbe o sofinanciranju za seveda projekt Kranjski vodovod za 5 občin, kot smo jih že prej našteli in seveda imenovali, da bomo lahko bolj hitro nadaljevali z izgradnjo oziroma projekt Kranjski vodovod, kajti tudi nam se rok približuje, leto 2018, konec leta, je pa še veliko za postoriti, vemo v kakšnem območju smo in kakšen je način gradnje ter seveda vse drugo, da bomo tudi glede na uzance oziroma zagotovila, ki smo jih dali mi tako državi kot Evropi, do konca leta 2018 tudi vse to postorili in nenazadnje tudi sfinancirali. No, iz vsega tega je moč zaključiti, Vlado Kostevca, ob zaključku bi rad potegnil še eno iztočnico, da je zelo pestro dogajanje v sklopu Trških dni. Vi ste pred leti skovali zanimiv rek, ne? Pri nas se čas vrti nekoliko drugače. Dejansko se v sklopu praznovanja občinskega praznika čas zavrti drugače. Ja, lahko rečem, da je to že nekako prepoznaven slogan Suha krajina, kjer čas teče drugače, ki so ga sprejeli domačini, pa tudi ostali. Ne? In mislim, da je taka skovanka, zato seveda vabimo vse gledalke in gledalce, da pride in da vidijo, kako se pri nas prepletata preteklost in sedanjost in mogoče bojo začutili, da čas resnično teče drugače. Vlado Kostevc, hvala lepa za obisk in za ta vaš prispevek v sklopu kompletne letošnje zgodbe ob praznovanju občinskega praznika občine Žužemberk in vztrajate na tej poti še naprej. Hvala tudi vam in seveda županu, da me je povabil, da sem imel to priložnost, da lahko vse povabim. Tako, spoštovani in spoštovane, sedaj bomo za nekaj trenutkov znova se poslovili in potem v zadnjem delu pogovora z županom še rečeva stavek ali dve o mednarodnem sodelovanju občine Žužemberk in pa o slavnostni seji, ki bo kot zaključek letošnjih Trških dni.